V Slovenskem etnografskem muzeju lahko občudujemo oblačila naših prednikov izpred 150 in več let. Oblačila, ki jim pravimo tudi noše, so si ljudje velikokrat izdelali sami. Danes večino tkanin in oblačil izdelajo stroji v tovarnah. Toda redki so tisti, ki še vedno uporabljajo ročne statve, na katerih tkejo blago. Iz njega pa sami izdelajo razne prte, brisače, rjuhe, pasove, torbe. Tkanje je najstarejši način za izdelovanje tkanin. Preproste načine tkanja so poznali že v najzgodnejših časih na različnih koncih sveta. Egipčani in Grki so za tkanje uporabljali preproste tkavske okvirje. Tudi v naših krajih se je včasih tkalo ročno, in to kar doma. Tkali so moški in ženske. Najbolj pomemben pripomoček za tkanje so ročne statve. Kako poteka tkanje na ročnih statvah? Najprej je potrebno pripraviti niti. Te so lahko ovčje, lanene, bombažne, konopline, svilene. Tkavka Mojca se potem loti priprave osnove. Niti vdene v greben, v katerem so zareze. Nato niti pritrdi in navije na val, da bodo lepe in napete, jih počeše. Pritrdi jih še na drugi val, ki se imenuje blagovni val. Nanj se bo navijala že stkana tkanina. Z dvigovanjem pedal se dviguje vsaka druga nit. Vmesni prostor, ki pri tem nastane, imenujemo zev. Skozi ta prostor tkavka potisne tkavski čolniček. Tudi na njem je navita nit. Kako zanimivo ime, čolniček! Najbrž zato, ker pluje med nitmi z ene na drugo stran, z desne na levo, z leve na desno, z desne na levo, z leve na desno in tako nastaja tkanina.
Tkavci in tkavke pri statvah preživijo mnogo ur. Pri tkanju lahko uporabljajo niti različnih barv, niti pa se lahko križajo na različne načine ali vezave. Tako nastajajo čudoviti vzorci. Tista najbolj preprosta vezava se imenuje platno vezava. Tkavka Mojca, ki tke pisane šale, prte, torbe, preproge, se je tkanje naučila že v študentskih letih. Pravi, da se tkanja hitro naučijo tudi otroci. Zato svoje znanje zelo rada deli s tistimi, ki želijo osvojiti to veščino in si potem lahko sami izdelajo kaj že?